Aleš, dobrodošel. Hvala, ker si z nami. In sicer po včerajšnjem dogodku, ki je potekal zvečer, prireditev ob razglasitvi inovativnega mladega kmeta 2025. Res hvala in dobrodošel. Ja, hvala za povabilo, sem se z veseljem odzval. Je bilo kar pestro in kup čustev. Ja. Zelo lep dogodek, tako da je bilo kar, ja. Noč je bila kratka. Noč je bila kratka, ja. Danes zjutraj smo že delali, smo že postavili tržnico v Škofji Loki, tako da je kar akcija bila, ja. Ok, rekel si, da je bilo zelo čustveno. Ja. Kaj to pomeni? Ja, vse, ko bi rekel, vse se je držalo do zadnjega trenutka, nič nismo vedeli, kdo je, kako bo šlo. Potem je tudi razglasitev, je tako šla lep po stopnjah, stopnjevali se vse skupaj in pol enkrat, ki poslušaš, ki je bil opis zmagovalca, pa počasi začneš dojemati pismo, to je pa to. Lahko bi bil jaz. Ja, to je pa zdaj. In bolj, ki se je stopnjevali, ki je šlo vso to našo zgodbo, smo videli, oziroma tudi jaz sem videl, da evo, zmagali smo, to je to. In kaj ti to prineslo resnici? Kakšna čustva so bila pri tebi noter, ko si izvedel, ok, zdaj smo pa izbrani? Ja, polno enih emocij je bilo, tudi za našo ekipo, ker smo se sploh šli v to zgodbo skupaj s podjetjem Laurich, ker pač se ne veš, a ti bo uspelo ali ne bo v štartu. Ali bo sam produkt zanimiv, ali bojo drugi tudi prepoznali, kaj smo vse skupaj naredili. In to je bila res ena tista potrditev, da evo, to je to. Deva začeti pa kar na začetku. Prvi doma imate kmetijo. Ja. Kako je bilo, kdo je prevzel, kako je prišlo do te ideje, da ste se, kot vem, prej iz govedorejske kmetije, živinorejske kmetije preusmerjali v zelenjadarstvo, kar je kar zanimiva izbira, sploh v Sloveniji, ker nimamo ravno presežkov zelenjave. Ja, res je, ja. Samo oskrbni zelenjavo smo zelo slabo, itak je preveč uvoza. Ja, pač jaz sem ta najmlajši v družini 5 otrok, bistveno najmlajši, no. Jaz malo se pohecam, da sem od poštarja, ja, pa sem ta prav, no, sem ta domač, ja. Benjaminček, a ne? Ja, tako, ja, ker imamo kar več kot 10 let razlike z ostalimi 4, toliko sem mlajši in jaz sem že skoraj rasel sem gor na kmetiji, z mami sem vedno pomagal, mami je imela ob živinorejski kmetiji še nekaj zelenjave, itak imeli smo za svoje potrebe in jo je tudi prodajala v Škofji Loki na tržnici. Jaz sem hodil z njo že od 9. leta naprej na tržnico in potem je prišla situacija, da je ona v penzijo in je bila pol debata. A boš pelal naprej, ali opustimo zelenjavo in pač videl sem, da je en potencial tukaj noter. In smo počasi s koraki začeli in vsak let smo pojačali pa povečali zadevo. Če se pa prav spomnim iz onega pogovora, prej si pa rekel, da COVID je bil pa tista odskočna deska, pravzaprav, da ste pa res, da ste povečali in da je šel en korak, ena stopnička višji kot prej. Ja, COVID je bil res odskočna deska, jaz pravim za vse pridelovalce v Sloveniji, ker pač takrat so ljudje iskali domačo hrano. Domačo, se veste, trgovine so bile omejene, vse je bilo oteženo, ampak vsak je pa lahko prišel do domačega pridelovalca, tudi ljudje so začeli vtakati, se mi zdi, naprej bolj ceniti domačo zelenjavo ali pa katerekoli druge produkte. No. Se tudi poznam kolega ali pa ljudi, pridelovalce iz Poljanske doline, ki imajo mlečne izdelke, meso, takrat se je obrnili. In potem bi bil samo še cilj obdržati ta nivo strank, biti dosti profesionalen, delati na kvaliteti in ta nivo držati naprej. In pač mi smo praktično vse, kar smo, ko bi rekel, zaslužek smo samo investirali noter v samo pridelavo, povečali smo površine in zdaj smo tukaj le. Ja, zdaj, ko sem razmišljala, jaz sem tudi včeraj izvedela, kdo je zmagovalec, in sem bila iskreno vesela, ker se mi zdel vaš projekt res inovativen. Nisem pa vedela, kako naj te pravzaprav predstavim. Če sem prav izbrskala na internetu, si marsikaj, nisi samo kmet, pa bova to zgodbo nekako poskušala dobro predstaviti, da bova povezala tvojo inovacijo. Si tudi športnik, se ukvarjaš s karatejem, in ta karate je povezan z Japonsko. Res je. Japonska je pa nekako povezana s tem, kar ste vi novega prinesli na tržišče. Daj nam to zgodbo povej, kako se je to odvijalo. Ja,
Zelo zanimiva zgodba je tudi to. Jaz od 9. leta naprej hodim na tržnico. Takrat sem začel z mami, zdaj takrat samostojno tudi, pa tudi če mami hodi pomagati, seveda. In tudi pri 9 letih sem začel trenirati karate. Tako da zdaj ne vem, nekaj tam pri 9 letih je bilo za moje življenje nekaj, kar me še zmeraj zaznamuje. Sama tekmovanja, sama borilna veščina, ker pač karate ni zdaj, eni rečejo, samo mahanje v zrak, to je življenjski stil, življenjski način. In karate več. To je pač šport, ki ga ti treniraš ne samo kot za tekmovanje, ampak te zaznamuje za celo življenje. In pač ta šport je mene popeljal s tekmovanjem na Japonsko. Ja. Daj mi še to razloži, kako je to stil življenja? Zdaj ne vem, če damo neke profesionalne športnike. Ja. Oni pač karate tukaj pri nas ni, da ti prinaša denar. Ni tak šport, po večini pač, ker je tudi ni olimpijski šport, ne prinaša nobenega zaslužka, vse sami po večini financiramo, oziroma dodal je nekaj klub, pa seveda Slovenska karate zveza. In tukaj noter je pač šport, tisti, ki hoče, tisti, ki ima možnosti, da se financira. In pač kaj je velika razlika med karatejem ali pa ostalimi športi, pač ne vem, naprimer Pogačar, ki je zelo vrhunski kolesar, pa tudi vsaka čast, kar dosega. On na stara leta ne vem, če bo še toliko kolesaril. Zaradi same intenzitete. Ja. Karate je pa, ki te pelje čez celo življenje. Mogoče zdaj lahko v mojih letih, kot za res profesionalnega športnika, ker telo zmore, potem ne vem, na bolj jesen življenja, ja, pa samo kot za razgibavanje. Pa ne pomeni več, da ti na polno treniraš, ampak samo si v ritmu, si gibčen in ohranjaš tisto kondicijo. To je pa karate ločil od vseh ostalih športov. Ok. In potem Japonska? Ja, vse skupaj je bilo itak na Japonskem. Bil sem trenutno zdaj že 3-krat na Japonskem. Vse tri potovanja so bila s karatejem. Prvič je bilo samo bolj kot treniranje pa turizem, potem 2-krat sta bili svetovni prvenstvi. Na prvem sem tudi osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v karateju v borbah. Bravo. Take kombinacije še nisem srečala. Ja. Kmet in svetovni prvak. Ja, skoraj svetovni prvak. Skoraj svetovni prvak. Ja. Ne bomo malenkostni, ne? Ja. V karateju oziroma tak športnik. Ja, in pač na Japonskem, meni je Japonska zelo ljuba država, pač zdaj parkrat sem bil že tam in dobro se počutim tam. In vse skupaj, vsa ta ljubezen do športa, do Japonske me je pripeljala do tega sistema PaperPot. In jaz, ko sem to videl, sem rekel, ok, če bo par procentov boljš za našo kmetijo, smo zmagali. Ampak to si šel namenoma ali kako si najdel ta To je bilo, jaz rečem, spotoma. To je bil spet ta pravo naključje, bil sem v pravem času na pravem mestu. Sicer smo pol vse skupaj komunikacijo imeli prek maila, ker pač ne moreš biti na Japonskem dolg časa. Ampak pol smo prišli toliko daleč, da smo mi začeli to vse skupaj testirati doma, na majhni površini na 300 kvadratih. A lahko še tistim gledalcem, ki ne vejo še, o čem govoriva, o čem je vaša inovacija, razložiš ta sistem PaperPot? Mi smo zdaj združili sistem PaperPot, ki zajema sistem papirnatih verižnih lončkov. Posebej so potem tudi še papirnati neverižni lončki, ampak zdaj so v ospredju papirnati verižni lončki. Pomeni, da so papirnati lončki povezani na verigo in sam sistem omogoča brez kakršnekoli elektrike setev v same lončke, ne rabiš nobene hude opreme, zelo enostavna orodja in vsak, ki vidi tista orodja, kako je lahko tako enostavno. Brez elektrike, brez neke visoke tehnologije. Nič. Fora je pa še v tem, da si s temi orodji veliko bolj hitrejš delaš. Hitreje je, bolj si fleksibilen seveda, zato ker ne rabiš imeti težke opreme, pa funkcionalnost ne moreš primerjati. Tako osnov, jaz se velikokrat malo pohecam, mi smo s to opremo prišli v fazo kremenčkovih. Zato ne rabimo nobenega energenta za setev. Pač sam sistem PaperPot pomeni setev, zelo enostavno, zmanjša se poraba substrata, vode in pač samega prostora za vzgojo sadik, ker zdaj se pridelovalci soočajo recimo s problemom, vsako leto so sadike dražje. In tukaj smo pokazali pridelovalcem, kako lahko sami vzgojijo na enostaven način sadike. Se pravi, da jim prihranite ta korak. Prihranimo korak. Zdaj, drug korak so pa potem sadilci.
Enkrat, ko imamo vzgojene sadike, smo pa skupaj z lokalnim podjetjem Laurih, ki tudi prihaja iz Poljanske doline. Pač mi v Poljanski dolini smo tako zelo povezani, tudi župana imamo, ki je velikokrat poudaril, da moramo okop držati. In tega se držite, tega, zelo podjetna dolina nasplošno. Ja, tega se res držimo. No, ja. Pa se velikokrat sam nasmejimo temu motu, ki župan reče, ampak to je dejansko res. Ni floskola. Ja, res je in tudi jaz pravim, za nas je velika prednost, ker razvijamo produkte, ker pač podjetje Laurih je strokovno podjetje, res vrhunsko opravlja svoje delo tudi že s svojimi produkti. Tukaj smo pa res, oni so dali strokovnost, mi pa znanje. In smo lahko produkt dokaj hitro razvili, ker smo lahko z njimi smo skupaj sestavili, pa nas smo potem testirali. Ok, ta korak mi še manjka. Tam, kar si videl, pač ta paperpot sistem, pa še ta verižni sistem, verjetno si se srečal tudi tam s kakšnim pripomočkom, ali kako si prišel na idejo, ali ste prišli na idejo, ne vem, ali je bilo to ekipno delo, da ste se obrnili na Lauriha, da bi to skupaj razvili. Jaz sem, kako bi rekel, sami Japonci imajo že sadilec. Ja, predvsem ročnega, tistega tudi najbolj promovirajo, zato da ni na samo zemljo hudega pritiska traktorja. Aha, okay. Oni imajo tudi malo drugo miselnost vsem skupaj, kar tudi mi poskušamo počasi vnesti tukaj na našo zemljo. Ampak jaz sem bil še zmeraj mnenja, tukaj v Sloveniji imamo tudi pridelovalce, ki imajo večje površine. In če sem jaz to pokazal večjemu pridelovalcu, se nam je sam posmejal. Ja, jaz ne bom ročno delal. Okay. In tudi mi smo, pač Poljanska dolina nima, ko bi rekel, veliko ravninskih terena, je bolj tudi hribovita in pač kar se da po hribovitem delu presaja, delamo z ročnim. Zdaj smo pa pač tudi razvili, se pravi, tako imenovan sadilc Laurik Field Planter, prilagojen je za naš traktor po konfiguraciji našega traktorja 4 vrste. Sicer to sam sadilec se konfigurira po sami želji pridelovalca, po traktorju, pač vsak pridelovalec ima svoje želje. To je čist custom made in... Tako. Mi smo ga naredili zase. Mi smo ga zase, to je zdaj prototip, doživel je zdaj že 3 nadgradnje, zdaj 4. je lihko v delu in s samim lansiranjem in prodajo imamo na Celjskem sejmu Agritech, to je datum, ki bomo predstavili tisti končni produkt, ki bo imel polno opremo, ki bo pa res produkt, jaz rečem, no, ker zdaj se mi je že malo naježila koža, ker vem, kaj vse pripravljamo. Ja. Se pravi, imam občutek, da se res veseliš enih stvari, ki prihajajo in z veseljem si v tej zgodbi. Ja, seveda. Ob tem, ko sem brala na vaši spletni strani, mi je prišel tako na misel tisti pregovor, da lenoba je oče inovacija. Ja, res je. Ali bi rekli, nujnost je mati izuma. Ja, oboje. Kaj je bilo tukaj? Mi smo imeli težavo. Ročno smo sijali v stiroporaste platoje ali pa plastične, potem smo to ročno presajali in velikokrat je bila slaba volja v naši ekipi, kdo bo kaj delal. Zato, ker dela je bilo ogromno. Dela je bilo ogromno, pa trajali. Toliko je šlo časa, da pol si gledal funkcionalnost, je praktično ni bilo. Bom kar direkt povedal, ker pač to je bilo toliko in sploh, ker smo takrat bili že na majhni površini, bil problem. Mi smo, se pravi, lani smo vzeli še dober hektar njiv v najem, samo zaradi tega, ker smo lahko si to privoščili. Če ne bi imeli tega sistema, pa vsega tega združenja, kar sem že povedal, ne bi šlo. Se pravi, ne bi imeli toliko dodatnih rok, ampak ste si samo inovacijo toliko olajšali, da ste z enako ekipo, z isto ekipo, lahko povečali. Tako. Okay. Tako. In ne, recimo, samo prej, recimo za primer, mi smo prej za en tunel motovilca, za presajanje porabili skupno 15 ur. Zdaj jaz to v eni uri naredim sam. 15:1. Ja. To je res ogromna razlika. To je ogromna razlika, ja. In zato sem jaz že v štartu rekel, ker sem zadevo videl, sem rekel, če samo par procentov bolj, smo zmagali. Sam pol, ker smo mi to sprobali, pa videli, po moje smo več cajta sedeli, pa smo brezalkoholno pili, da ne bodo narobe razumel, zato ker pač smo šli pol delati naprej, ampak ker smo to videli, za nas je bila Amerika, no, bom kar direkt povedal, res. Res je na tako odkritje. Ja. Ok. Odkje pravzaprav, se pravi, ideja je prišla iz tega, ker ste vi to potrebovali, ker je bilo to za vas recimo nekaj, kar vam je prinesel več za manj vloženega dela. Ja. Potem ste pa to začeli razvijati. Pridružil se je še Laurih, razumem, da je to nekako ena res taka dobra kombinacija.
Kdo je zdaj vaša tržna niša, na koga ste usmerjeni? Po eni strani slišim, da je to tudi za te manjše predelovalce, hkrati pa tudi te, ki se ukvarjajo profesionalno, recimo z zelenjadarstvom. Ja, tudi mi se zdaj doma pogovarjamo, ker sestavljamo vse, koga bi lahko vse pokrili, ampak lahko odgovorim vse. Zakaj? Pač imamo zdaj pripravljene recimo manjše pakete za vrtičkarje. Ja, tam sicer zajemamo neverižne papirnate lončke. Pomeni, da je vsak posamezen, pomeni, da nek hobi vrtnar nima nobenega odpadka, sam lahko vzgoji sadike. Recimo, to je ta najmanjši segment. Potem so pa pač segment recimo še za neverižne papirnate lončke za vrtnarije. Zakaj ne bi vrtnarije prešle iz stiroporja plastike na papir? Na koncu oni nimajo odpadka, pa tudi njihovi kupci nimajo odpadka, ker sam lonček bojo presadili v zemljo, on se bo razgradil. To imamo zdaj že par vrtnarij, ki počasi zdaj testirajo. Seveda je preskok iz starega sistema na novega je potreben čas, ampak smo samo dali za testirati. Ja, da vidijo, kakšna je razlika. In kakšni so odzivi? Zelo pozitivni. Res. Pa če že jaz povem, na naši zgodbi nekje 10 do 15 jumbo vreč odpadne embalaže, je zdaj nimamo. To so bili pa vsi te platojčki, stiropor in vsega tega, ker se nabere čez leto ogromno. Ker mi nekje zdaj trenutno letno vzgojimo do 1 milijon sadik za svojo pridelavo. Ok, to je res ogromno. Daj mi še mogoče povej, kdo vse je vključen v to zgodbo? Sliši se, da vas je več, da to je nemogoče, da bi en sam to pelal. Kdo je vključen in kako sodelujete? Je zdaj vključen je del družine, ker delamo skupaj. Ja, se pravi, jaz pa moja partnerka Lucija, potem je moj brat Gregor, pa njegova partnerka Saša. Veliko nam pomaga tudi še naša mami, sploh recimo pri prodaji. Zdaj, kišnih hudih, težkih zadev ne more več delati. Potem se je tudi lani sem vzel še v najem njive od brata Tomaža. Tudi, tako bi rekel, ko so rukari, tudi on pride s svojo ženo pa sinom, pridejo zraven, tako da smo taka lušna ekipa. Je pa tako, jaz pravim, ko so rukari, pride še do drug, da se stisne pa podela. Čeprav to zdaj govorimo o rukarjih, ponovadi takrat, kaj je pobiranje. Kaj je že žetev, kaj je že vse narejen, zato da se hitro pobere. Ker zdaj pač presajanje smo mi problem rešili. Zdaj, gremo na ta veliko nivo, jaz sem ponovadi traktorist, potem rabim pa samo še 2 od zadaj. In to je to, stvar rešena. To sta pa ponovadi, zdaj Lucija lih na porodniški, sta ponovadi Gregor pa Saša, ali pa nečakinja od Lucije, Doroteja tudi občasno pride, študentsko delo opravlja pri nas, tako da zmer najdemo to, da sta 2 od zadaj in samo gas. Koliko pomemben se ti zdi ta del sodelovanja v družini, da to lahko peljete? Je zelo. Zelo se mi zdi pomemben, pa še to je, pa če imaš ti domačega zraven, če je treba daj kaj stisniti, kaj več podelati, to gre. Te drugače razume? Ja, čisto drugače te razume, pa tam je. Tam živi. Pozna okolje, pozna vse zadeve in pač je veliko lažje vse skupaj tudi iti čez vse prepreke. Ker če imaš ti zunanje delavce, izvajalce, kakorkoli, je to za tisti določen čas, kad smo dogovorjeni. Z domačimi se pa da to pokriti na bolj širšo raven, ali kako ne rečem temu. Ok, všeč mi je bilo tudi to, ker imate na spletni strani nekako tako napisan, da prihajate, da ta inovacija prihaja iz umazanih rok. Ja. V smislu, ne, da res prihaja iz tega, kar vi počnete, da to ni nekaj, kar ste vi štartali z nekim podjetniškim namenom v prvi vrsti, ampak iz tega, da vi kmetujete, da vi dejansko ste rabili. Je bilo fajn, da ste to pogruntali, ne? Da ste to izumali, da ste to neko idejo, ki ste jo dobili v tujini, prenesli na svojo lastno kmetijo, ne? In ste tako lepo napisali, da ste uporniki vrtnarskega sveta, ki pretresamo stvari z našimi papirnatimi verižnimi lončki, ki spreminjajo igro. Ja, to je res. To je res, ja. Pač, mi smo, pač, če gledamo zdaj na to površino, ki jo zdaj obdelujemo, to nujno rabili. Sicer prej si nismo, po moje, noben od nas predstavljal, da bomo na taki površini sploh kdaj delali. Tako veliki. Tako veliki, pa da bomo letno toliko enih kultur lahko obrnili. Pač tega, po moje, si ne... Koliko kultura govoriva? Mi predelujemo 50 različnih kultur, letno obrnemo nekje 400 različnih sort zelenjave.
Od A do Ž. Jaz sem tudi pač po poklicu sem kuhar in sem že, kako bi rekel, malo po domač povedan, mahnen na barve, na oblike, na vse in tudi iz tega izhajam, pač, da jemo raznovrstno hrano. Tudi zaradi tega je bil tudi povod, da gremo v ekološko preusmeritev. Letos smo dobili tudi ekološki certifikat. Sicer niso še vse njive ekološke, zdaj tiste, ki smo jih lani vzeli v najem, so letos zdaj drugo leto v preusmeritvi. Zdaj naslednje leto bo, zdaj zaenkrat ne gledamo, da bi še širili površine, no, bo vse ekološko, edin, če bomo še kje v najem vzeli, pa spet v preusmeritvi tista nova njiva. In smo šli na res širok spekter. In tudi kupci to imajo zelo radi, da pridejo do nas, da dobijo čim širši spekter. Da imajo čim manj, ko bi rekel, letanja od enega do drugega, da pridejo na eno mesto, da dobijo čim več. Kaj si omenil ta ekološki certifikat, zakaj se ti zdi to pomembno? Zdaj, meni po pravic povedan, jaz sem že prej bil pred kakršnem koli špricanju. Ja, pač, ker pač jaz izhajam iz tega, jaz to zelenjavo jem. Nam je jedočev zastrupljena. Ampak potem je bilo itak debata, ja, ekološkega certifikata pa nimate. In tle so bolj, kad ljudje spodbudili, da naredimo še to. Aha, okej. Ja. Da nekako tudi na tej... Da uradno dokažeš, da je to res. Bom tako temu rekel. Čeprav že prej nismo nič uporabljali. Že prej smo imeli ekološka semena, recimo veliko uporabljamo biodinamičnih semen zaradi boljše kaljivosti, pa tudi določenih sort, kad biodinamičnih ne dobiš tiste, ki mi želimo. Zaradi samega širokega spektra ponudbe. In ja, neki so bili povod ljudi, se recimo smo imeli eno tiho željo. Ne veš, a bi, a ne bi. Pa zdaj recimo, če povem zdaj za naprej, zdaj se nam je odprla leto zelo lepa zgodba še dobavljanje zelenjave javnim zavodom. Ker imamo ekološki certifikat, smo v določenem certificiranju in imamo zdaj tudi možnost, kar smo leto začeli, dobavljati v javne zavode. Šole, vrtce, centre za šolske in obšolske dejavnosti. Poleg že gostincev, ki jih tudi zalagamo. Imam tudi nekaj takih gostincev, ki so na nivoju, ali pa čist nekih klasičnih gostiln. Ok. Jaz sem včeraj poklicala še dva prejšnja inovativna mlada kmeta. Okay, ja. Zato, da sem vprašala, kaj bi one dva z te časovne razlike rekla ali pa vprašala, novega mladega. Okay. Prvi je bil Toni Kukenberger. In rekel, jaz bi ga vprašal, oziroma bi ga spodbudil pač, kaj je njegova vizija, kaj je tvoja vizija za 5 ali pa 10 naslednjih let. Ok, ja, to je zdaj kar velika časovnica. Ampak recimo 5 let. Ja, moja že osebna vizija je, da probamo ljudem pokazati, pa predstaviti zadevo, da pač se lahko sama vzgoja sadik začne vzgajati v papirju. Predvsem tem, da zmanjšamo sam odpadek. Ker pač jaz tega po svojih izkušnjah povem, da ga je veliko. Ja. In lahko že veliko naredimo, sploh zdaj, ker gledamo glede odpadkov, pa glede narave, da zmanjšamo to. To je prva zadeva. Pa tudi ljudem pokazati, da se da na mal drugačen način tudi delati. Pač mi vsako leto gostimo različne kmetije pri nas doma, ali pa samo mlade pare, ki se odločajo za kmetijstvo. So recimo podedovali ali so pa kupili določene zemljo, polja, njive, kmetije. In zdaj imajo pa problem. S parimi hektarji živinorejo boš težko preživel, zelenjavo se pa da. Mi smo zdaj tudi en tako, bi rekel, pokazatelj, da se to da, da ne rabiš nekih velikih površin, da rabiš manjšo površino, samo zdaj je pa to, kakšna orodja boš uporabljal. Potem smo že pri investicijah. In mi smo zdaj s tem sistemom, vse, kar smo predstavili, prišli do te točke, da lahko z ne prav velikim vložkom vsak začne delati. In na majhni površini, ne jaz pravim, en par lahko od hektarja ekološke zelenjave komot preživi. To se mi zdi res inovativno. Sploh za prihodnost slovenskega kmetijstva in ena super spodbuda za mlade kmete. To, kar si rekel, se pravi, tudi na majhni površini se da pridelati kakovostno in dobro zelenjavo. Sploh zelenjava, vemo, da Slovenija je koliko je 38%. Ja, zelo slabo. Zelo slabo pokrita, se pravi, tukaj so neki tržni deleži, ki zagotovo še privabljajo nove kupce in da hkrati zato ne rabiš velikega vložka. Se pravi, ne rabiš podedovati neke velike stvari, da lahko pravzaprav začneš. To se mi res zdi dobro sporočilo. In če se navežem na tvoj včerajšnji stavek, če sem ga prav slišala. Okay, ja, poslušam zdaj, ja. Je bilo, da je prihodnost slovenskega kmetijstva zelo svetla.
To pa res malo krat slišimo. Ja, jaz sem gledal, pa izhajal sem vseh naših 6 kandidatov. Ja. Pač stvar je bila res napeta, jaz sem tudi ker sem videl, kakšni so moji nasprotniki, so tekmovalci, sem rekel, tole bo dač zelo težka. Sem rekel, pač vsak ima toliko dobro idejo, vsi smo bili z drugega področja in sem rekel, res, taka res raznovrstna ekipa smo bili. In ker sem gledal, kaj je vsak dosegel, kaj je vsak predstavil, sem rekel, če bomo šli tako naprej, pa če se bo take projekte, ker je tale izbor za inovativnega mladega kmeta nadaljeval, je spravno, da je pač res slovensko kmetijstvo ima svetlo prihodnost. Ker pač se bo spodbujal. Ker pač zdaj moramo naši generaciji, mlajši generaciji to sporočilo predati naprej in jim pokazati, da se da na mal drugačen način tudi veliko narediti. In da ta projekt pravzaprav res pripomore k temu, ne? Da je nek taka odmevna, prepoznavna stvar. Vidimo tudi po temu, kar pokažejo te družabna omrežja, ne? Da dejansko veliko ljudi to spremlja. Verjamem, da so to večinoma kmetje, ne pa samo kmetje. Ne? Se mi zdi, da vseeno tudi na ta način dvigujete ugled poklica kmeta. Ja. Da se da od tega dostojno in dobro živeti in da je tudi lahko, da je to neki izpolnjujoč poklic, no? Da to ni res samo garanje in nekaj, kjer se ničesar ne da doseči. To se strinjam. Sporočilo mi je. Okay, drugi je bil Igor Paldov. Okay. Ja, on je pa rekel, da ne ve, če bi imel res vprašanje, ampak je rekel, da se mu zdi ta projekt, inovativni mladi kmet, zelo pomemben za promocijo tistega, česar se lotaš na kmetiji. Vem, da je bilo to šele včeraj, da nima še izdelanega načrta, ampak vseeno, kaj se ti zdi, da ti ali pa vaša kmetija lahko dobi iz enega takega projekta, kot je inovativni mladi kmet? Ja, seveda, promocija, jaz rečem za vsakega, tle je bila promocija zelo močna, potem smo itak še prek socialnih omrežij, zdaj, ki je bil tisti teden, ki smo glasove nabirali, smo delali videe, pa na TikToku, pa povsod, ker smo videli, da ko bi rekel, gledanost pa to samo narašča. Pridobiva sledilce in to je za vsako kmetijo ali pa kogarkoli je to res promocija top. Res top. Sploh, če priješ med finaliste, med 6 najboljših, tam enkrat pa prideš še vdaja Ljudje in zemlja. To je tudi taka vdaja, jaz vidim pri svojih strankah, ker imamo vseh vrst poklicov, pa to vdajo res gleda pa več kot pol Slovenije. To je pa bi rekel, je kmetijska vdaja, kmetijsko smer naravnana, ampak gledajo, spremljajo ljudje, ki nimajo s kmetijstvom nič. Ampak gledajo, ker je pač taka navdihujoča vdaja in zvejo tiste aktualne novice in to je res, res odlična promocija. In Igor je dal še en nasvet. Ja? Naredite si načrt, kako boste to promocijo nadgrajevali. Okay, ja, bom vzel na znanje. Ja. To je tudi Toni Grobelnik, ki je bil zdaj bivši inovativni mladi kmet, je tudi rekel, da zdaj moramo to izkoristiti. Da ne ostanete samo pri tem. Ja, tako, ja. Tega se ne bojim. Me pa zanima, v bistvu na eni strani ostaješ kmeta, ne? Se pravi, vaša zelenjava prodajate pravzaprav direktnemu kupcu večinoma? Ja, jaz sem v štartu, lahko še to povem. Sem tudi stopil v stik z zadrugo. In pol smo se zelo malo pogovarjali, ker pač cena je bil problem. Seveda. In jaz sem videl, da s tisto ceno oni mene cenili. Ja, in sem rekel, za to ceno jaz ne bom delal. In pol je bil takrat, ko je mami šla v penzijo, smo rekli, ok, dejmo, samo bomo sami ceno postavljali. Isto tako, kot je rekel Toni Grobelnik. Ja, jaz sem svoje delo, svojo ceno postavil. Isto smo je mi. In smo postavili ceno in tudi to ljudje cenijo. Je pa res tudi, da smo se pravi z letom 2021 stopili na Facebook, samo promocijo, postali smo transparentni in tudi to ljudje vidijo zdaj. In tudi to ljudje cenijo. Se mi zdi, to je ena od glavnih stvari, da ljudje zaupamo, ko vidimo, kdo je za produktom, za tistim, kar, tako, tudi, da čutimo neko poslanstvo o tem. Tako, ja. Tako da ja. Potem je pa prišlo do tega, da ste se prijavili ali da te je nekdo prijavil, kako je bilo pa s tem, da se za to sploh odločiš, da greš in se prijaviš na ta projekt. Mi smo že svetovalno službo, se pravi, koliko je bilo to, v lanskem letu že enkrat malo govorili, da to bi bilo pa zanimivo, pa gor, pa dol,
Pa sem jaz rekel, ok, mi smo takrat, če to, pač se smo že kar uporabljali, ampak je bil še zmer na testu. Pač moraš določene kulture stestirati, da vidiš, če je, in pol vidiš, da je, pa še pojačaš, pa hočeš še to, pa to, pa to. Ampak sama zgodba s podjetjem Laurich je nastala lani na sejmu Agritech v Celju. Gor sva se z Rokom Gartnerjem, ki je direktor podjetja Laurich, srečala, začela se je debata. Čist tako, imam idejo, bi tako pa tako. Rok je rekel, pride enkrat gor do nas, vstal se, bomo pogledali zadevo, pa bomo nekaj naredili. Ste se mogla v Celju srečati? Ja, sej, dva polanca, ja. Ker smo toliko zasedeni vsi in pol se moraš nekaj drugod, to je klasika, ne. Se moraš drugod srečati. In potem je bila zgodba, da se tam niso pol leta sploh slišala, pa je bila pa en dogodek, a po domač pojem, ena feldna na traktor ni pasala. In je bilo treba tisti krog malo podrejati, pa povečati, in do drug, kot Laurich, gremo do Laurich hitro zrihtati, ker se je mudil, ker smo pač kupili ta ozke gume za traktor. Mi smo pa vreme lovili, pa krompir je bilo treba posaditi. In smo to z 1, 2, 3, to je bilo v lanskem, lani je bilo to konec marca, začetka aprila. Hop, ti smo zrihtali, hitro so fantje z Lauricha to zrihtali, v redu, in takrat sem jaz prišel gor in se je začel. Takrat je pa tisto, da se je res začel. Da ste nadaljevala ta pogovor. Ja, do takrat smo pa tako, vsi smo imeli del, gužvo in tako naprej. Takrat se je pa res začel, pol smo pa začeli, večkrat sva se dobila. Takrat je Rok tudi zaposlil še enega v razvoju, Valterja Bradeškota. Z njim tudi mi trije zelo dobro sodelujemo, tudi on je en izmed tih ključnih oseb, ki je delal na razvoju. In smo se usedli dol in smo začeli. In potem smo samim strojem, se pravi letos aprila, oziroma spomladi smo bili že na sejmih. Letos, aprila, začetku aprila smo pa začeli samo zadevo testirati na njivah. Res je dobro, ker smo tako blizu, lahko hitro nadelamo te popravke in do danes smo zdaj že naredili 3 nadgradnje in zdaj sledi že 4. Še ta tržni del me mogoče zanima, prodajni. Izhajali ste iz lastne potrebe, tisto, kar ste vi potrebovali, se pravi, kako hitro iz manj vloženega dela in energije in seveda tudi časa nekaj izboljšati. Na drugi strani je bilo pa to, kdo so vaše stranke. A ste o tem razmišljali, ali zdaj razmišljate, ne? Ker pač trg je tisto, ki potem določa, je neka stvar uspešna ali ne. Mi smo že tako, ker smo že sami testirali doma, so ljudje to videli pri nas. Neki delajo drugače. Iz tega je pol tudi izhajalo vse skupaj, da sem potem jaz tudi z Japonci naredil boljši stik. Pri tem mi je karate zelo pomagal. To so mi oni sami povedali. Mi smo imeli, se pravi, lani avgusta je prišla japonska delegacija k nam. Smo pogledali vse površine, obiskali smo tudi na lokalno kmetijo v Poljanski dolini, kmetijo Budel, ki tudi uporabljajo ta sistem. In so bili, se pravi, 4 dni so bili tukaj v Sloveniji. Potem sem tudi jaz lani oktobra šel na svetovno prvenstvo na Japonsko, šel sem do njihovega razvojnega centra in tam smo mi spletli vezi za vse skupaj zadevo, da smo danes tukaj, kjer smo. Pomagal mi je karate, zakaj? Ker poznam njihovo kulturo. Oni so mi direkt povedali, če ne bi bil povezan, ti nikoli ne prideš zraven. Čist direkt. In tukaj smo prišli zraven. Še ena inovativnost, a ne? Ja, pač to je bilo tako spotoma. Jaz se tega nisem zavedal. Oni so mi to sami dali vedeti, ker sem spoznal očeta teh papirnatih lončkov. Gospoda Terasavo, res neverjetna oseba. Sploh, da je prišel do tega spoznanja, da se je to naredil, to je pač wow. Ampak zdaj, če se vrnemo nazaj, glede prodaje pa to, ljudje so to videli pri nas. Tako je bil vprašanje, kje to dobiti, gor pa dol. Smo mi začeli z distribucijo samih teh papirnatih lončkov in orodij, zdaj pa pač tudi vse te orodja, te ročne sadilce se že da dobiti, pa vso to sejalno opremo, sam traktorski sadilec bo pač lansiran naslednje leto. Je pa ciljne skupine, imamo pa zdaj res, pokrivamo praktično vse. Od majhnega pridelovalca, recimo ima pol hektarja do hektarja, to lahko dela z ročnim. Mi smo to delali prej z ročnim. Pa tudi, če je recimo majhna njiva, ki je težko dostopna s traktorjem, pa s traktorskim sadilcem, narediš z ročnim. Nimaš tazga vpliva na pritisk zemlje. Mi smo tudi začeli s 14-konskim motokultivatorjem.
Ima frezo, plug, vse tiste opreme, praktično na pol ročno, ker moraš ti še zmeraj odzad hoditi. Ja, s tistim smo začeli, pa za novrstnim sadilcem. Ja, res je ena taka inovativna stvar, kjer ni high-tech, recimo. Ja, čisto osnovna oprema. Osnovna oprema pa hkrati tako pomembna, da se neka stvar lahko na novo naredi. Ja, res je. Ja, zelo zanimiva mi je ta zgodba, kako pravzaprav si povezal svoje izkušnje iz športa, s kmetijstvom, čisto zelo naravno se sliši, da se vse skupaj zgodilo, ampak neka tvoja želja je mogla vseeno biti. Ob tem se mi pa seveda takoj pojavi vprašanje, še vedno si v športu, še vedno doma delaš, ročno delaš, ogromno ročnega dela, prodajaš tudi še na tržnici. Tudi. In hkrati razvijaš nov produkt, ki bo pa zelo podjetniška zgodba. Ja. Kako obvladuješ svoj čas? Težko. Kaj to pomeni? Ja, urnik je kar poln. No? Ja, res je zelo, ko bi rekel, tista glavna pridelovalna sezona se zelo počasi malo ugaša, zmanjšuje. Sicer imamo zelo praktično njive še čisto polne. Zelo prihaja mesec november, ko bo čas spravila vseh tistih gomolnic pa tega, recimo, kar je po tunelih, rastlinjakih, zelo jih menjamo, tisto poletno nasajanje, oziroma kar je bilo poletne ponudbe, počasi gre ven, gre noter jesen zima nasajanje od vseh solatnic, radičev, tako da imamo čez celo leto ponudbo, sicer najbolj široka ponudba je poleti, pa na jeseni. Takrat čez zimo je malo manjša, ampak imamo zmer to, da ljudje še zmer hodijo in da dobijo pri nas. Glede časa, ja, je kar pestro. No. Ja. Pred 2 mesecema pa pol so z Lucijo dobila še sina, tako da je še na pika na i. Ena zelo novost, ne? Ja, novost, čeprav moram reči, da Max je zelo priden, bom potrkal, no. Je res zelo priden fant. Dač pa treba je organizacija, res sem hvaležen, da imam tako ekipo doma, da tudi če sem jaz kakšen dan odsoten, ker pač pride dan, ne vem, ko imamo tržnico, pa popoldne še razvoz, zjutraj ob 5 štartam, zvečer ob 6 pridem. To je moj urnik. Poj pa ob 7 je pa trening. Aha, ok. In to je standardni del. Ja, 3-krat na teden imamo trening, smo gor, imamo lokalni klub, karate klub Ronin Poljane, praktično par kilometrov od mojega doma. Tam se treniram že 20 let in gre skupaj, no. Ja. Je lih taka ura, da se še da gre zvečer še malo pomigati, pa nekaj zase narediti. In ujela sem tudi to, da sta zaročenca. Ja, res je, tudi to je, še ni bolj dosti, pa dajmo še to. Ja, mora, življenje gre naprej. To so ta krasna 30. Ja, tako, tudi to je bilo letos, letos je bilo vse, drugo leto sledi poroka, Čestitam. Ja, hvala. Ja. In želim, da gre z enim takim veseljem in spodbudo tudi za mlade kmete, hkrati tudi spodbudo k večji ekologiji, čist konkretni, sem slišala, da si res to izpostavil, in inovacijami, da še obstaja, kljub temu, da živimo v visoko tehnološki družbi, obstajajo preproste rešitve, ki nas pripeljajo do boljših rezultatov. Ne gre ta zgodba še tako dobro naprej, predvsem naj se čas lepo razporeja, da bo ta tempo zdržal, tako kot si rekel, karatene, da bo tudi tvoj življenjski slog, ki bo zdržal naslednjih 30 let. In res želim vse dobro in hvala, ker si se odzval na naš klic in res takoj naslednje jutro, še nisi zares praznoval, že prišel k nam in podelil tole zgodbo z nami. Hvala za povabilo, je treba izkoristiti, pa bomo delali, se trudili, da peljemo še tako naprej samo zadevo.